V naših oddajah vedno razlagamo, kako bogato avtomobilsko zgodovino imajo Kitajci in mi ni dal miru, zato sem šel pogledat, če jo imajo res. Sem v mestu Changchun z okrog 10 milijoni prebivalcev, kar pomeni za kitajske razmere srednje veliko mesto in tega lahko poimenujemo kar kitajski Detroit, ker je znano po močni avtomobilski industriji in tukaj v bistvu stoji tudi Hongqieva tovarna. No, v mestu sta tudi tovarni Volkswagna in Audija, pa najbrž še katera. Se mi pa mesto zdi zanimivo, ker je precej drugačno od Šanghaja ali pa Pekinga. Bolj resno in industrijsko, še vedno izjemno lepo, pa čeprav mogoče malo duhamorno urejeno, vseeno pa manj bleščeče in atraktivno. Sicer pa velike stolpnice, precej bolj raznolika druščina avtomobilov najrazličnejših znamk na cestah, kar je v bistvu tudi drugače kot v prej omenjenih mestih. Ampak gremo nazaj, zgodovino iščemo. Obiski tovarn so po svoje vedno zanimivi, po drugi strani pa dolgočasni, ker največkrat znotraj ni dovoljeno snemanje in tudi teh nekaj posnetkov so pripravili pri njih. Zato na hitro lahko povem, da tovarna ni med največjimi na svetu, je pa svoja vrata odprla šele leta 2021 in je zato med najbolj sodobnimi. 54 sekund potrebujejo za izdelavo enega avtomobila in to pomeni, da jih letno izdelajo skoraj 250 000. Za varjenje skrbi 730 robotov in tega v nobeni fazi ne počne več človek. Celotna tovarna ima v oblaku nekakšen digitalni dvojček, kjer računalniški sistemi v realnem času spremljajo vsak gib na liniji in predvidevajo napake ter optimizirajo porabo energije. In reciklirajo več kot 95% vode, zato ima status zelene tovarne. 当前红旗品牌的品牌价值也是中国汽车乘用车品牌里面最高的。我们在25年的调研也达到了也突破了1400亿人民币这样的水平。我们下一步会在今年会快速的推出涵盖左舵、右舵，包括电动PHEV 多款新车的这个投放，还会在明年到后年陆续推出10款以上的，包括下一步我们还会在海外的市场进行快速的发展和突破。首先第一个就是在产品方面，我们坚定的把燃油车叫 ICE， 把混动技术包括 PHEV， 包括 Plug-in 以及增程的 RE-EV。 第二个方面呢，我想就是我们红旗品牌非常重视西方文化与东方文化的一些融合，无论是在汽车的整体的造型姿态上，还是在我们的一些颜色选择上，我们其实都能够讲出很多中国的独特的故事，以及我们中西方文化融合的故事。Obisk tovarne ni ravno nekaj, za kar bi se družine odločile za nedeljski izlet in tudi po tovarnah se pravzaprav ne sme oziroma ne more kar tako hoditi. Zato sem že na drugi lokaciji, kjer je pa eno totalno hudo razstavišče in tukaj vidimo avtomobile nekaj iz preteklosti, nekaj sedanjih, predvsem pa precej futurističnih projektov. Tudi predsednikov model je tam, limuzina, v kateri se on vozi, čeprav ne v točno tej. Tista je ziher blindirana. Razstavišče je v bistvu zelo zanimivo, tudi leteči avtomobil je razstavljen, pa super športnik z 8-valjnim motorjem in končno hitrostjo preko 400 na uro ter celo največji SUV na svetu. Tamle zadaj že lahko vidite limuzino, v kakršni vozijo kitajskega predsednika, no tole je pa menda največji SUV na svetu. Berem podatke, da je dolg 5,70 m. Jaz ne bom trdil, da je res največji, to pravijo oni, je pa vsekakor gromozanski in to vozilo vedno služi, kadar vozijo naokrog predsednika v limuzini kot neko zaščitniško vozilo ali pa kadar imajo kakšne pomembne goste iz tujine. 3,30 m je dostna razdalja, podatkov o motorju ne znam prebrati, vidim, da vidim bencinski motor, pa prej kitajski kolega, tisti, ki me ves čas nadzoruje, je rekel, da to pa je ta prav avto za desce. Ta je njemu najbolj všeč. Sem hotel reči, lejlej, tak motor smo imeli pa zadnjič v našem limuzinskem H5, ker vidim, da je 2.0, se ostalega skoraj ne znam prebrati.
Ampak najbrž ne, ker tukaj piše, da ima 46,2% izkoristek. Predvidevam, da to piše, si kaj bi pa lahko bilo drugega, ampak mogoče še bolj impresiven tales. 48,8. No, se da tudi pri bencinskih motorjih še povečevati izkoristke pa jih optimizirati. Skratka, veliko zanimivih stvari in seveda tudi limuzina, v kakršni se vozi kitajski predsednik. Totalno mi je všeč retro izgled, je pa seveda to izjemno moderen avtomobil. Moram preizkusiti, če za kitajskega predsednika dober je, zame najbrž tudi. Fulodoben. Če bi vi videli, kakšen dan bova midva in Luka, v bistvu, zdaj smo spet nekje drugje, vmes smo videli 2 nova avtomobila, ampak ju nisem posnel in ne morem pokazati, ker je bilo snemanje prepovedano. Zdaj smo pa že na Hončevi testni stezi, kjer je pa tudi snemanje zelo omejeno. Avta, ki se bo ravnokar peljal mimo nas, recimo ne smeva posneti. Lahko pa pokaževa tega, v katerem sedim. V bistvu niti ne vem, v katerem avtu sedim. Lahko pa povem, da je zelo udoben takole na mestu, sicer ne vem, zakaj imam volan na desni strani, ker Kitajci vozijo čisto normalno. Imam pa YouTube in sem najdel že, volan. Lahko kakšno stvar pogledam. Pa v bistvu predvsem čakam, da pride gospod, ki me bo spremljal. Zdaj bo mogoče prišel. Evo ga. No, pa če sem že začel to svojo zgodbo s tem, da pokažem, kako bogato zgodovino imajo pri Hončiju, se pa res podobi, da grem še v muzej pa pokažem, kakšen star avto. Recimo tega, iz leta 1958. Še danes dobro izgleda, ena manjša specifika je pa, da nima vzvratnih ogledal, ker jih v bistvu ni rabo, je bil takrat praktično sam na cesti. Ta je tudi zelo poseben in na tega so v tem muzeju še posebej ponosni. Iz leta 1972, v njem se je vozil pa predsednik Mao Tse-tung, zato je tudi neprebojen. V 50-ih letih so torej Kitajci začeli svojo avtomobilsko industrijo, najprej seveda z idejami, ki so jih nabrali od vse povsod, nekaj od Sovjetske zveze, nekaj iz Amerike, marsičesa so se naučili tudi pri evropskih znankah, sedaj pa imajo v veliko pogledih celo več znanja od vseh naštetih in v bistvu pišejo svojo zgodovino. Hončijev prvi avtomobil je na ceste zapeljal leta 1958, torej le nekaj let za fičkom crvene zastave, ampak če rdeča zastava naše nekdanje skupne države sploh ne obstaja več, Honči, oziroma v prevodu prav tako rdeča zastava, očitno nima namena niti malo popustiti tempa. Preden sem se usedel na letalo in poletel domov, sem skočil še v glavno stavbo podjetja BAIC, kjer imajo takšno sobo, v kateri lepo prikazujejo, kaj vse izdelujejo. Če so pred leti čipe kupovali še od drugih svetovnih proizvajalcev, danes vse to delajo doma, ponujajo platforme za brezžično polnjenje vozil, pa polnilnice in še marsikaj drugega. Meni dejansko je bil najbolj zanimiv takšen protigravitacijski sedež, ki te postavi v položaju, v kakršnem so astronavti, in moram reči, da je res noro udoben. In to že najdemo v takšnem njihovem modelu Stelato 9.